To je drugi del pogovora z dr. Zvezdanom Pirtoškom, nevrologom, ki uporablja možgane, da preučuje možgane. Eno vprašanje nam je še ostalo od prej. Jaz sem bral o gospodu, ki je videl vodo, kako pada v počasnem posnetku, in ko je šel k zdravniku, so ugotovili, da ima aneurizmo v možganih. A to pomeni, da ljudje, ki vidijo čas v počasnem posnetku, a to pomeni, da trpijo lahko za kakšno boleznijo? To bi se lahko zgodilo, če to ni v trenutki hudega, to neke nesreče ali kaj podobnega. Če pa se jim to dogaja, recimo, kaj se jim zelo pogosto, večkrat na teden, potem pa vedno posumimo tudi na možgansko bolezen. Mi imamo v možganih en del možganov, ki nam na nek način strukturira in predvaja ta film neke resničnosti, in ta film je lahko zelo upočasnjen ali pa tudi zelo uhitren. To je lahko bolezen, zelo pogosto so mamila to, lahko je to neprespanost. Veliko teh stvari ti lahko daje iluzijo, da se čas skoraj da zaustavi. Torej, če slučajno začnem videti stvari v počasnem posnetku, to ne pomeni, da dobivam super moč, ampak da je fino, če grem k zdravniku. Tako, ali pa da se naspite. Hvala. Zdaj, kdaj pa začnemo mi dojemati čas? A že dojenčki dojemajo čas? Dojenčki seveda na zelo intuitiven način čutijo, da so lačni in da bi želeli jesti, vendar to še ni tako dojemanje časa, o katerem vi zdaj govorite. Ko čas začnemo dojemati šele takrat, ko se nam ustvarijo prvi spomini, ki jih lahko umestimo v nek prostor. Nevroanatom bi rekel, takrat, ko se nam poveže ta čelni del možganov z enim delom možganov, ki ga imenujemo morski koniček, in kjer so shranjeni vsi naši spomini, ko se ta povezava vzpostavi, potem pa otrok nekje pri recimo 4., 5. letu svojega življenja že ima eno tako doživetje časa, ki je zanimivo, zelo počasno, in recimo čas, ki ga imamo mi med 5. in 10. letom, je subjektivno približno enako dolg kot tisti, ki ga imamo med svojim 40. in 80. letom. 40 let na koncu našega življenja je približno subjektivno enako dolgo kot recimo 5 let življenja v našem zgodnem otroštvu. Zakaj pa to? Več je razlogov. Eden je to, da je za otroka vse novo, karkoli vidi, če vidi cigareto na tleh ali nek papirček, je to veliko neko doživetje, in pravzaprav si on zapolnjuje to premico časa z ogromno stvarmi, tako da zgleda njemu to kot nekaj zelo dolgega. Večer, preden ga mama pokliče gor, lahko traja ure in ure. Zato, ker so vse pač nove informacije. Tako, vse, kar on dobi, je novo. Zdaj, jaz nisem zares ful pozorno poslušal pri biologiji, ampak bi si pa zapomnil, če bi slišal, da imamo v možganih morskega konička. Kaj je morski koniček v naši glavi? Ja, morski koniček, ki ga zdravniki poznamo pod imenom hipokampus, je en čudovit del možganov, ki je zelo star, bil je prisoten že pri ribah, kjer pa se ni imenoval morski koniček, ampak palium, in ga je narava naredila zato, da v njemu imamo svoj GPS, svoj Global Positioning System, da se izjemno lepo orientiramo v prostoru. Potem nekako 200 milijonov let pred našim štetjem se je pa narava odločila, da bi pa rada vložila v ta isti prostor še koncept časa. No, in tako so se rodili epizodični spomini, ki so značilni za morskega konička, kjer se mi spominjamo ne samo, kaj smo jedli za novo leto, ampak avtomatično vidimo tudi, kje smo jedli, in tudi začutimo tisti čas, v okviru katerega smo jedli. Preden greva na naslednje vprašanje, a imamo še kakšen del telesa ali pa možganov poimenovan po kakšni luštni živalci? Obstajajo tako mali možgani, da so račka? Ni račka, je pa recimo, če imate radi kakšne oreščke ali kaj podobnega, torej imamo cel kup nekih jeder v možganih, ki so
poimenovanje. Eno je rdeče jedro, recimo, ena je črna substanca. Če boste kdaj iskali kakšne ideje za nove poimenovanja delov možganov, jaz se z veseljem javim. Kako pa mi pravzaprav, ko dojemamo čas, a imamo mi kakšen organ za dojemanje časa? Ja, človek bi lahko rekel, da pravzaprav so možgani sami časovni stroj. To je najbolj popoln časovni stroj. Mnogi ljudje so se sprašvali, zakaj so možgani, kaj je bistvo možganov. In nekateri bi rekli, možgani so zato, da se zazremo v včeraj, kaj je bilo narobe in da danes za jutri skušamo nekaj popraviti. Se pravi, mi ves čas svojega življenja skozi to, da želimo biti boljši ali uspešni ali lepi ali torej karkoli, mi pravzaprav potujemo neko časovno potovanje in ravno možgani nam omogočajo to časovno potovanje od včeraj k recimo boljšemu jutru. Mi imamo v možganih ni posebnega enega organa, imamo kar nekaj takih organov, ki na različne načine procesirajo čas. Recimo imamo tukaj zelo globoko v naših možganih imamo en organ, ki pa se ne imenuje tako preprosto, ampak ima ime dolgo suprakiazmatično jedro. To je jedro, ki nam sporoča, kdaj je jutro, kdaj je večer, kdaj moramo iti spat in podobno. A je to biološka ura? Pardon, ko vas prekinem, ampak to je ta biološka ura. Ker sem slišal, da ženske jo imajo, pa ne vem, a to... Ne, to je pa drugo, da ženske resnično imajo v metafori biološko uro, vendar se tista nanaša bolj na sposobnost oploditve in pa rojevanja otroka. Mi vemo, da se pri 40-50 letih začne menopauza, ko je zelo malo verjetnosti, da se bo še otrok rodil. Zaradi tega žene dostikrat ali v šali ali v napol obupu rečejo, mi bije biološka ura. Mimogrede, tudi moški imajo biološko uro. Ne tako dramatično, vendar tudi pri njih lahko o tem govorimo. Zdaj, a pa to tudi da so to notranje dojemanje časa, a je to tudi značilno za živali, ali je to samo za ljudi? Seveda mi tega ne vemo, ne. Recimo lahko bi vprašali tisto želvo, ki jo je Darwin leta 1850 prinesel z Galapagosa in ki je umrla pred nekaj leti 2006, kako je ona doživljala čas. Predstavljamo si, da živali precej različno doživljajo čas od nas, vendar da ga pa velika večina doživlja nekako. Zelo zanimivi eksperimenti so že na ribah, recimo, ki jim dajo nek svetlobni signal in potem čez nekaj časa neko hrano. In potem morajo one biti uspešne v precenjevanju tega časovnega intervala, da si pomagajo s hrano in podobno. Enako so čudoviti eksperimenti z pticami, pa seveda z našimi bratranci, šimpanzi in gorilami. Dobro, super. Najlepša vam hvala za vse te odgovore. To je bilo vse za danes. Hvala seveda vam za vaš čas. Mi pa se vidimo naslednjič, tako da uživajte. Čau.